Torej, sem Martina Fekonja iz Maribora, stara sem 30 let, po izobrazbi etnologinja in kulturna antropologinja. Trenutno sem pa preko svojega espeja zaposlena na Društvu slovenskih pisateljev na organizaciji Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Torej, projekt Folkitab Slovenija je v bistvu nastal ima začetke v letu 2010, ko sem se udeležila mednarodne glasbene izmenjave v Parizu. Takrat je ena nevladna organizacija iz Pariza, AOLF, organizirala Etno France. Namen te izmenjave pa je bila mobilnost mladih, tema izmenjave pa ljudska glasba. Projekt smo v 2011 nadaljevali kot neko turnejo po Parizu in okolici. Potem smo se pa Slovenci odločili, da bomo projekt prestavili v državo izven Pariza, izven Francije, in smo prvi organizirali to potem tukaj pod imenom Folkitab Slovenija. Ja, torej za organizacijo tega projekta sem se odločila zaradi vseh teh vtisov, ki sem jih prinesla s seboj iz Pariza. Obenem se mi je zdelo pa fino, če Evropa sofinancira mobilnost in izobraževanje, zakaj enostavno ne bi tega izkoristili. Delavnice so izgledale tako, da so posamezne države pripravile neko ljudsko pesem, jo priredile glede na inštrumente, ki so jih imeli na voljo v tistem orkestru, ki je za priložnost Folkitab Slovenija nastal, in potem učili udeležence te pesmi po posluhu. V drugem delu projekta smo potem naučeno predstavljali na različnih koncertih. Meni se zdi pomembno, da se tradicija ohranja, zato ker je to del nas, del naše identitete, potem smo posebni. Med kolegicami etnologinjami smo ustanovili eno društvo, izvedli smo delavnico pletenja košar in sem ponosna lastnica košare, ki sem jo sama spletla. Ni ravno presežek estetike, ampak sem jo pa sama naredila in ima malo bolj posebno vrednost, kot če bi jo kupila v trgovini uvoženo od koderkoli. Globalizacija je fina stvar po eni strani, po drugi strani pa lahko zelo zabriše te posebnosti posameznega človeka, kraja, države. Jaz mislim, da se Evropa zelo zaveda teh specifik, ki jih ima posamezna država. Tudi se mi zdi, da Evropa sama nameni, ne bom rekla veliko sredstev, ker sredstev ni, ampak nameni pa dovolj sredstev, da se lahko predvsem mladi tudi izobražujejo na tem področju. Fino je, ko se enkrat udeležiš enega projekta, takrat spoznaš več ljudi, takrat lažje spremljaš te razne izmenjave oziroma imaš priložnost, da se tudi sam lotiš in organiziraš v svojem kraju kaj podobnega.